Vivat Poetovio. Spoštovane dame in gospodje, Mednarodni dan muzejev 2020, pa si na ta dan kar lepo podrobno oglejmo Ptujski grad. Že pogled daleč nam da vedeti, da gre za impresivno stavbo. Ko pa človek pride gor, pa se ta občutek samo še podkrepi. Čudovito. Najprej nas pritegne razgledna terasa, s katere lahko dejansko pogledamo na skorajda celotni Ptuj. Prav tako je zanimivo tudi obzidje, s katerega je možno čudovito gledati na stari del mestnega jedra. Sedaj pa nadaljujemo pot direkt v osrčje gradu. Najprej nas pritegne impresivna zgornja terasa, s katere se vidi še dlje. Ko pridemo gor, najprej zavijemo v palaci, kjer je možno videti tudi zbirko orožja. Gremo po stopnicah in pridemo v prvo nadstropje. Se podamo kar desno v zbirko fevdalne stanovanjske kulture. Vse skupaj deluje skrajno impresivno. Ne samo deluje, tudi je. Iz teh prostorov je možen tudi še bolj privzdignjen pogled na mesto, kar impresije, čeprav nas privzdigne, dodatno poglobi. Govori se, da je Ptuj svetovno pomembno mesto. Kaj takšnega lahko dejansko pomislimo oziroma pričnemo dojemati, ko vidimo denimo tale globus. Insignia ptujskega mestnega sodnika, soba s prav posebnim šarmom in energijo. Sprehajanje po teh sobanah daje občutek visoke estetike. Potrjena je tudi lepota, dobrota, plemenitost in dejansko visoka stopnja duhovne kulture, ki jo to mesto premore.
In na vsakem koraku smo opominjani, kaj nas lahko v življenju ogroža in čemu se je treba izogibati. Posebej navdušujoče so pa te barvne kombinacije, ki v obiskovalkah in obiskovalcih dejansko ustvarijo in prekličejo občutek mavričnosti, se pravi življenja. In že pridemo do slavnostne dvorane. Pot nadaljujemo v grajsko kapelo, kjer se lahko vprašamo o smislu življenja in ga tudi začutimo. Smisel življenja je plemenita etika in estetika. Portreti evropskih vladarjev nas pričakajo na hodniku v prvem nadstropju. Impresivno. In ker smo tako očarani, pot nadaljujemo v drugo nadstropje. Pot nadaljujemo skozi grajsko galerijo, kjer zaradi razstavljenih lepot dejansko lahko ostanemo odprtih ust. Čudovito. Kot avtor projekta Dunaj v detajlih vam na tem mestu povem, da umetnost, ki je razstavljena tukaj na Ptujskem gradu, dosega svetovni nivo in je primerljiva z umetnostjo razstavljeno v že uveljavljenih kulturnih središčih. Pot nadaljujemo skozi razstavišče umetnost srednjega in zgodnjega novega veka. Tukaj se lahko vprašamo o podstati duhovne usmeritve in o razvoju človeškega dojemanja sveta. Kar se tiče kakovosti razstavljenih artefaktov, pa se lahko prepričamo samo tole, kar že vemo iz predhodnih soban, da gre za vrhunsko umetnost. In ta sprehod nam da misliti. Da nam misliti o lepem svetu, da nam misliti o optimizmu, ki ga kljub vsem razmeram trenutno v družbi in nasploh moramo in zmoremo gojiti tudi vnaprej, oziroma ga v nekaterih segmentih vzpostaviti in širiti.
Čudoviti Ptujski grad, kjer vsakdo se lahko počuti kot graščak. Ko obiščemo razstavišče glasbil, nam dobesedno zaigra v duši, kajti glasba je tisto, kar nas osrečuje v turobnih in tudi povsem običajnih dneh. In ko človek vidi takšno zbirko, ga dejansko prenese nazaj v tiste, imenujmo jih Mozartove čase, kjer je glasba dejansko bila vrhunska umetnost. In takšno je tudi to razstavišče na Ptujskem gradu. Pravimo in vemo, da je Ptuj mesto sonca, kar se dodatno vidi tudi na teh upodobitvah sončnih kron glasbenice in glasbenika. In potem, spoštovane dame in gospodje, dejansko pridemo do enega izmed vrhunskih vrhuncev, in to je razstava Osrčje Petovione, ki nam povsem nazorno priča, uporabil bom sedaj tole besedo, tudi dokazuje svetovno pomembnost mesta Ptuja. In zavedati se moramo, da gre za nacionalno in internacionalno bogastvo. Ne gre tukaj samo za neko staro mesto znotraj države. Tukaj gre za svetovno kulturno dediščino, katere negovanje in tudi predstavljanje svetu je velika odgovornost. In ekipa muzeja se tukaj obnaša na tem področju res korektno in povem vam, da je pravi užitek obiskati Ptujski grad in se pustiti navdati z res lepo, magično etiko in estetiko tega prostora. Spoštovane dame in gospodje, danes 18. maja 2020 na Mednarodni dan muzejev smo obiskali Ptujski grad, pokazali večino zbirk, čudovitost kompleksa in nakazali ter potrdili, da lahko rečemo Ptujski grad, kjer vsakdo se počuti kot plemeniti graščak. Vabimo vas, da ga obiščete in vsi skupaj se zavedamo, da pri tovrstnih dragocenostih ne gre za lokalne fenomene oziroma lokalne značaje, ampak gre za nekaj, kar je od vseh nas, se pravi nacionalno in tudi svetovno kulturno bogatstvo. Uživajmo ga in vzpostavimo svet plemenite etike na podlagi plemenite estetike. To je bil ogled gradu na Ptuju, mestu sonca, kjer vsak sleherni kamen ima svojo plemenito zgodbo.